Jaz sem zadovoljen, da je delovna skupina tudi nas povabila na ta sestanek, ker so običajno pričakovanja od tožilstva pogosto prevelika in nerealna. In predvsem se pričakuje, da bo zdaj kazenski del z neko represijo rešil problem, ki je pa širši, globlji, družbeno globlji in se ga ne da rešiti enostavno samo z neko represijo. Trenutno stanje, s katerim se v Krškem soočamo, zlasti v trgovinskih centrih, okolici, res postaja akutno. Ker narašča število tatvin, izvajajo jih otroci, mladostniki, kombinacije in to postaja resnično moteče tako za ostalo prebivalstvo, občane, kakor tudi zaposlene v trgovinah. Jaz sem predvsem izpostavil to, da so ta pričakovanja, da bo tožilstvo pravzaprav na nek način s svojimi aktivnostmi naredilo red, nerealna. Nerealna so pa zato, ker enostavno, tukaj gre za kazniva dejanja na predlog, v večini primerov, skoraj lahko rečem 80 do 90%, sploh ni predloga in ne pride niti do kazenskega postopka. Torej, vsa ta problematika, ki se dogaja, ki je pravzaprav smo soočeni, se niti ne more končati ali pa realizirati v nekih nadaljnih postopkih. Tukaj govorimo o morda 10 do 20% nekih postopkov, vse ostalo pa sploh ne pride do nas, ker ni predlogov oškodovancev, te se bojijo, trgovske družbe nočejo podajati. Moram izrecno poudariti, da na enem od prejšnjih sestankov, kjer nismo bili vabljeni, so bilo izpostavljeno, da tožilstvo ne dela svojega dela in nič ne naredi. Hkrati so pa poudarili, da oni pa predlogov ne bojo podajali. Torej, nekdo pričakuje, da bo nekdo, ki nima pooblastil v tem primeru, ker noče podati predloga, naredil red za njih. To pa nemogoče. In sem pač na te stvari tudi opozoril. Seveda je pa problem širši, tukaj se ne da te problematike čez noč rešiti in sama represija in strožja kaznovalna politika tega ne bo rešila. Posebej pa moram poudariti, da seveda tožilstvo kot tako ne vodi nobene posebne evidence ali statistike za romsko problematiko. Mi nimamo posebne kaznovalne politike za romsko. Oni so tako kot vsi ostali državljani podvrženi popolnoma vsem enakim kriterijem obravnavanja in zaradi tega seveda so tudi nerealna pričakovanja, da če bo nekdo recimo storil kaznivo dejanje, ker bo vzel v trgovini za 30 evrov, da zdaj ga bomo pa kar zaprli in ne vem koliko časa odstranili z okolja. Ker pač je ta kaznovalna politika enaka za vse in temu sledimo. Problem se bo pa reševal, problem se bo moral reševati tudi na drugih področjih in bo dolgotrajna rešitev. Mene ne preseneča, da je prišlo do takega akutnega stanja, ker skozi naše delo smo že v preteklosti zaznavali to povečano problematiko, ta trend, v katero smer je šel, vendar to zaustavijo druge službe z enim skupnim, kompleksnim, učinkovitim delovanjem in tudi spremembo določene zakonodaje na nekaterih področjih.